Dober dan in pozdravljeni na Planet 2, ljubitelice in ljubitelji nogometa. Še 3 krogi so do konca jubilejnega 30. slovenskega nogometnega prvenstva in ta konec tedna se igrajo tekme 33. kroga v prvi ligi Telekom Slovenije. Torej, Tabor potrebuje le še točko, da si zagotovi tudi matematično obstanek v ligi. Zdaj tam priložnost in Celjani vodijo. Matic Vrbanec, strelec, veselje gostov ob zgodnjem vodstvu na začetku 8. minute. Tudi po vodstvu uspešno zaustavljajo vse poizkuse Tabora. Zdaj je nevarna podaja proti Stančiču. Je potem našel Kuzmanoviča, Brecelj se mu je priključil. Benedičič z dolgim strelom. Dobra žoga, dobra podaja do Stančiča. Vrbanec, priložnost za Celje. Vrbanec je bil v kazenskem prostoru. Nekonkretno nogometno predstavo smo spremljali v Sežani. Tam priložnost, Rozman brani, pa Stančič potem v drugem poskusu. Podaja pred gol, priložnost, tam zahtevajo domači 11 metrovko. Zdaj je Kuzmanovič s strelom na gol. Brecelj, Dangubič do prve žoge, pa Kerin v priložnosti, padel je Kerin. Sever vezist, torej Sežana lovi izenačenje. Priložnost tam pred golom je vroče, žoga ni v mreži. Vrbanca, priložnost, žoga je šla tam proti Staretu. Tolič, Stančič, pa tam Kvao, priložnost, brani Rozman. Stanite na našem programu na Planet 2. Kmalu se bomo vključili v Mursko Soboto v naš studio pred tekmo med Muro. Sigurno ni bil naš načrt, da bi tekmo izgubili. Preveč bojazni v prvi polčas, tako da na temu je treba še podelati. Zelo kvaliteten drugi, ampak brez tiste dodane vrednosti, brez zadetka. Tako da ne glede na vse, Celjani so dosegli en zadetek, mi ga nismo, tako da jim čestitamo za zmago. Mi moramo pogledati malček nase, na naš prvi polčas, da zanaliziramo, če bi združili dva druga polčasa skupaj. Jaz mislim, da bi bilo Celju dosti težje, da bi nas težje premagalo, ampak to je to. Za konec, mogoče, da je mogoče moderno danes govoriti o sodnikih, ampak mi ne bomo, tako da njim želimo vso srečo, tako kot oni nam, tako da gremo naprej. Imamo 3 tekme do konca, moramo jih odigrati vse 3 100% in na koncu bomo sešteli točke. Pa dobro, bila je težka tekma že iz nekega psihološkega vidika, ampak dobro, jaz mislim, da smo prvi polčas odigrali dosti dobro, bili boljši nasprotniki in to tudi rezultirali s tem enim zadetkom. Imeli smo še neke situacije, kjer bi mogoče lahko povišali. V drugem polčasu so nekako domačini pritisnili, mi smo te pritiske zdržali, več smo se branili, bom rekel, kot napadali, ampak na koncu izborili do konca, do zadnjih minut in sekund in osvojili 3 točke, kar nam je bil cilj pred tekmo.